Olala, pa smo že nazaj, četrtek je in četrtek nas vsakič obišče Janin Klemenčič, ki prepotuje svet in pa pride spet v četrtek samo za to vdajo nazaj in pa spet gre. Janin, kako si? Ja, ta teden sem dvakrat šel okoli sveta, danes sem pa zdaj prišel sem, pa spet grem. To mi je všeč, tak gost mi je res cool. Povej mi, kam naj upileš danes? Zdaj greva v Bolivijo, Južna Amerika. Zdaj ne vem, ti, ki si strokovnjak, sicer veš, kje točno je to, ne? V Južni Ameriki, ja. Kakšni gledalci bojo pa morali pogledati tisti rdeči krogec, pa bojo potem točno vedeli, kje smo. Aha. Se pravi, država med Perujem, Čilom, Brazilijo in Argentino. Tako te bom prvo vprašal, kaj te je vlikalo, da si šel kaj? Ja, že to, da sploh, ko sem bil čisto prvič pač tam, me je vleklo to, da še nikoli nisem bil v Južni Ameriki. Aha, prvo si šel kaj? Ne, to je bilo pol, ko sem bil že marsikje, pa me je skozi matrala tista Južna Amerika, sam draga je bila kot satan. Takrat je bila skoraj dvakrat dražja kot kamorkoli drugam na svetu, pa še vedno je dražje. Recimo najlažje, če letiš v Limo, tja je največ poletov, ali pa sicer v Brazilijo, sam iz Brazilije pa prekleto daleč potem gor do Altiplana in te pride vse skupaj spet dražje. No in potem sem leta 1991 šel prvič tja, ne. To smo se enkrat že pogovarjali, če se spomniš, ko smo najprej s prijateljcev v New Yorku si sposodila avto, na pol zastojno, ampak so potem plačala $200 kazni, ker dolga zgodba, se še spomniš najbrž, ne. Potem so iz Floride odletela v Limo, pa potem čez celo Južno Ameriko, no zdaj ne vidimo več zemljevid, ampak čisto do Ria de Janeira pa nazaj, potem pa še nazaj v Ameriko, pa nazaj do Bostona, pa spet do New Yorka, pa nazaj v Evropo. To je bilo leta 1991, ravno malo po... Aha, vidiš še enkrat. Se pravi, tistole od rdečega kroksen desno, čisto na koncu je Rio de Janeiro, potem greš malo navzdol, skozi Paragvaj, Argentino, Bolivijo, spet nazaj v Peru, in potem nazaj gor proti severu. Skratka, tisto je bilo še vedno moje najdaljše potovanje doslej, nobenega daljšega še ni bilo. Potem sem bil pa še večkrat tam, ampak ker sem ostalo že več ali manj videl, smo šli dvakrat potem še na sever, tam je nekaj zanimivih držav, predvsem Venezuela, to bova šla enkrat pogledat, pa Kolumbija, pa še kaj drugega takega. Na jugu je pa precej držav, no, ampak najbolj zanimivi dve meni sta Peru in Bolivija. Tako da Peruju sva enkrat že bila, v Bolivijo greva pa danes. Pa noč, pa štartajmo. No, poglejmo, kaj nam bo pokazal naš videoposnetek. Zdaj se peljeva po Altiplanu. Altiplano pomeni po slovensko visoka planota, kar sicer ne pomeni, kot vidiš, da bi bilo vse skupaj ravno, ampak je pa vse na višini tam od 3 do 4 tisoč ali celo na nekaterih točkah do 5000 metrov. Ena značilnosti tehle avtobusov je to, da se ves čas tam nekaj prodaja. Pride možakar, prinese dve imenitni buklici, kot se reče lepo po slovensko, in začne razlagati kakšnih 15-20 minut, kako nujno potrebujemo ravno tisto. Vse skupaj prodaja potem kar poceni pravzaprav, no. In neverjetno koliko tega kupujejo tam na teh avtobusih. Skoraj vsi domačini kupijo potem. Prav sem se čudil. Tele klobuke si malo poglej in na splošno žensko modo. Vse nosijo nekakšne jope, zelo široka krila, velikokrat tiste melonaste polcilindre. Tudi mlade bejve? Mlade so pa mešano. Ene so čist moderne, pa so v kakšnih napol kopalkah, druge pa točno takele kot tale, ki tam koraka proti nam. Kaj misliš, zakaj je taka moda? Ne boš verjel, ampak to je bila moda v Andaluziji v 16. stoletju. Takrat, ko so pač 15-16. stoletje, leta 1540 približno je Francisco Pizarro prišel sem. Takrat je bila v Španiji taka moda, to so takrat uvedli kot normalno nošo za indijanke, da ne bojo napol gole okrog hodile. In so obdržale in tradicija se še vedno drži. Pač, kar smo rekli, ali nismo, ne? Tole pa ne vem, no, da to pa pravi ugad, kaj zdaj počnemo ta hip. Vozimo se po močvirju, ali kako? Točno. Ne boš pa vedel, ker tudi ne moreš vedeti, razen če sem ti že jaz kdaj povedal, da so tole papirusi. Se pravi, tista ista rastlina, iz katere so napravili barke na Nilu. In je zelo bližnji sorodnik tistega papirusa, oziroma papirusa, kakorkoli pač rečeš. Tole so pa vasi, ki plavajo na vodi, pa mogoče ne boš verjel,
ampak te bom zdaj probal prepričati, da je res tako. Tele hiše, ki jih vidiš, so prav tako napravljene iz papirusa, tla so iz papirusa in vse ostalo, kar vidiš okrog sebe, lakanja se reče temu po špansko, se pravi rastlina, podobna kakšni trstiki, rogozu mogoče malo, samo da nima takih cvetov kot rogoz. Skratka, kar zanimiva zadeva. Stvar je pa taka, da so te otoki napravljeni, to je ogromno tega raste, ker je voda plitka, in oni to sekajo po malem in delajo cele kupice iz tega. Potem pa enostavno naložijo direktno na vodo. Ja? In plava, ne, ker je pač porozna zadevščina in se počasi celo malo sprime, potem ko je dosti tega naloženega in se potem celo počasi malo sprhni in se spremeni v zemljo. Ampak vse skupaj plava na nekaterih mestih celo 20 metrov nad dnom. Ja. In je vse nenavadna stvar hoditi po teh otokih. Ne? Ker se vse vdela pod tabo, pa vse tako prožno, kot da pa ne bi po nekakšni, trampolinu hodil, nekaj tasga recimo. Ne? S tem, da smo še fuzbol igrali proti domačinom, kar je vse zanimivo, ker prav bi laufati po trampolinu, po fuzbol igrati. Bojazni pa ni, da bi se udaril? Ne, to je debela zadeva, to je par metrov po moje debelo. Nismo vedeli, koliko je globoko, ker se pač vidi, ampak boš videl kasneje na naslednjih posnetkih, da je kar. Ko prideš, vidiš, da je kar precej globoko, koliko je pač voda še bistra, se vidi, da je sama trstika. Na nekaterih mestih je celo malo naslonjena na kakšen otoček ali pa na plitva tla, ponekod je bo kar krepko globoko, bo potem na naslednjem posnetku videla, da je res tako. Pa imamo pol na en komad, pa prijemo nazaj.